Pred začetkom zimskih počitnic pa finančni strokovnjaki opozarjajo na pasti zadolževanja. Veliko Slovencev se namreč zadolžuje, da si privošči potovanja. To pa lahko vodi v začaran krog dolgov, iz katerega je težko izstopiti. Dejstvo je, da morda na eni strani nas to potrošništvo, ki smo mu zdaj priča, kar žene v to. Želimo si imeti enako dober avto kot sosed, želimo imeti boljše čevlje od prijateljice, želimo se poslikati tudi za socialna omrežja, zaradi tega, da vsi vidijo, da smo bili na smučanju. Ampak a res to potrebujemo? Nekateri si tako iz meseca v mesec želijo več in namesto, da bi se rešili dolgov, tonejo še globlje. Kako to presekati? Barbara Bašič. Slovenci se nič kaj dosti ne razlikujemo od preostalega sveta, kar se tiče zadolževanja. Tako imamo številna posojila, pa kreditne kartice, kot tudi limite na bančnih računih. Vendar problem nastane v trenutku, ko zapademo v začarani krog dolgov in ko začnemo živeti izven svojih finančnih sposobnosti. V Sloveniji zaznavamo dve skrajnosti. Ali smo zelo pridni varčevalci, na tem delu kar malo odstopamo od evropskega povprečja, na drugi strani pa seveda imamo ljudi, ki z nenehnim zadolževanjem se cikljajo iz kroga v krog in nikakor ne zlezejo iz tega. Finančni strokovnjaki opozarjajo, da je treba ločiti med tistimi, ki zapadajo v dolgove zaradi tega, ker živijo izven svojih finančnih sposobnosti, in med tistimi, ki najamajo posojilo za to, da morda otroku prvič omogočijo, da odide na morje ali na smučanje. Dražitev vseh dobrin je v zadnjih letih eden izmed velikih razlogov, zakaj je zadolževanje postalo velik problem, dodaja Vujasinović. Če vzamemo nekih 2000 evrov limita, nas to na leto nanese okrog 150–160 evrov samo obresti, dolga pa sploh še nismo odplačali. Kaj pa si v zadolževanju mislijo na ljubljanskih ulicah? Samo stanovanjski kredit. Avto nisem kupil na leasing nikoli. Se gre za kredit zaradi luksuza, to se mi zdi malo nepremišljeno. Si uspe take privrčevati? Ja, nekaj malo, čistko bomo rekli, kaj s tem, ne za hude čase, midva so že starejša, bolj za pogreb pa za take reči. Antropolog Dan Podjed opozarja, da nas nenehna želja po še spreminja v hrčke, ki v svojih domovih kopičimo stvari in materialne dobrine, ki jih včasih sploh ne potrebujemo. Stanovanjsko stisko se mi zdi, da je razmeroma normalno, da rešite na tak način, da vzamete kredit, sem jaz tudi sam enako naredil in se zadolžil do penzije. Problem je pa, ko si kupimo, bodi si sebi, bodi si tudi svoji družini, nekaj, kar gre za neko res hitro reč, ki bo čez nekaj let nesmiselna. Kako pa presekati gordijski vozel in izplavati iz rdečih številk? Običajno obstajata samo dve poti, dodaja Vujasinović. Ali vzamemo kredit in poplačamo vse tiste obveznosti in se potem res obljubimo, da ne bomo tega več počeli naprej, ali pa na drugi strani začnemo z majhnimi mesečnimi pologi 30–50 evrov na mesec, boljše kot nič, in imamo nek privarčevan znesek, s katerim gremo potem v prihodnjem letu lahko na počitnice, lahko na smučanje, imamo zlato rezervo za tudi tiste lepe superge, ki si jih obe želiva. Denar, ki ga dajemo na stran, naj za nas ne obstaja. Tako na začetku z majhnimi koraki lahko pokrijemo dolg in nato tudi privarčujemo, svetujejo finančniki. Antropolog Podjed pa še zaključi, da naj preden znova nekontrolirano odpremo denarnice, razmislimo, če bi denar raje usmerili v znanje ali še bolje v čas, ki ga lahko namenimo svojim bližnjim.